Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. Danes smo v Jeruzalemu in govorili bomo o 10 stvareh, ki jih v Izraelu ne smete početi, da boste kar najbolje izkoristili svoje potovanje in se izognili neprijetnostim. Če ste pripravljeni, začnimo. Številka 1. Ne bojte se vojakov. Večina med njimi so mladi Izraelci, stari med 18 in 22 let, ki opravljajo obvezno vojaško službo. Če jih boste prosili, se bodo nekateri celo slikali z vami. Naj vprašam, ali se kdo želi slikati z mano? Gremo! Živjo, se lahko slikaš z nami? Kdo se slikati? Živjo Brazilija! Naš drugi ne je, da se ne oblačimo neprimerno. Kaj to v praksi pomeni? V vsakdanjem življenju v Izraelu se lahko oblačite, kakor želite. Vendar, ko obiskujete svete in verske kraje, se morate obleči bolj skromno. V praksi morate na krščanskih krajih pokriti ramena in kolena. Se pravi, kratki rokavi in dolge hlače ali dolgo krilo, tako za moške kot za ženske, so dovolj. Ko greste na judovske kraje, morajo moški pokriti tudi glavo. Na primer, pri grobu kralja Davida in pri zidu objokovanja. Super je, da tam lahko vzamete izposojeno kipo, zato si jo preprosto izposodite tam. In kraj, kjer so pravila glede oblačil nekoliko strožja, so muslimanska svetišča, kjer morajo ženske pokriti lase in nositi dolge rokave. Zato spoštujmo svete kraje v Izraelu in se oblecimo primerno. Številka 3. Ne depilirajte se, preden vstopite v mrtvo morje. Zakaj? Ker je sol v mrtvem morju zelo koncentrirana in peče na vsaki ranici, ki jo imate na koži. Torej, če si boste depilirali katerikoli del telesa na dan ali dan pred tem, to ne bo prijetna izkušnja. Zato se lahko depilirate kakšna 2 ali 3 dni pred obiskom mrtvega morja. Številka 4. Ne pozabite se pogajati na tržnicah. Tukaj, dragi moji, je umetnost pogajanja tisočletna. In vidite lahko vse te trgovine tukaj, skoraj nič nima cene napisane. Zato pridite, vprašajte za ceno in se pogajajte, saj lahko stvari dobite precej ceneje. To velja za tržnice, vendar se ne povsod pogaja. Zato si zapomnite, da se na tržnicah res pogaja. V trgovinah, predvsem tistih s fiksnimi cenami, pa je to precej težje. A nič ne škodi, če poskusite. Številka 5. Ne pozabite na šabat, soboto, dan počitka v judovstvu. Tukaj v Izraelu je konec tedna v petek in soboto. In zato je v petek od sončnega zahoda do sončnega zahoda v soboto veliko stvari v Izraelu zaprtih, kot so nakupovalni centri, trgovine, nekateri restavracije, celo javni prevoz ne deluje. Zato, ko pridete v Izrael, zelo dobro načrtujte svojo soboto, da ne boste naleteli na težave in prišli na kraj, ki je zaprt. Zato si v soboto, na primer, organizirajte obisk krščanskih krajev. Če želite obiskati palestinsko oblast ali mrtvo morje, poiščite kraj, ki je res odprt in deluje. In tukaj, dragi moji, v Izraelu je nedelja prvi dan v tednu. Zato je v nedeljo že vse ponovno odprto in spet deluje. Številka 6. Ne bodite nespoštljivi do lokalnih religij. Dežela Izrael je sveta za kristjane, muslimane in jude, ter ima tukaj veliko vernega prebivalstva. Torej, kot smo že omenili na začetku, nosimo primerna oblačila, ko gremo na verske kraje. Tudi na judovskih krajih ob sobotah ni dovoljeno fotografirati, ne krajev, ne ortodoksnih ljudi. In tudi velik del vernega prebivalstva se ne dotika nasprotnega spola.
Torej, ko vidite verno osebo v Izraelu, ne pojdite takoj podati roke ali objeti, ampak raje pozdravite z šalom nadaljavo ali pa prej vprašajte, če je to dovoljeno. Zelo pomembno je, da je tudi lokalno prebivalstvo zadovoljno. Ljudje tukaj imajo zelo radi turiste, zato spoštujmo tudi lokalno prebivalstvo. Gremo naprej. Številka 7. Izogibajte se temu, da bi ustavljali taksije na ulici. Veliko taksistov tukaj v Izraelu, ko vidijo turiste, lahko zaračunajo precej višjo ceno. Zato se izognite tej nevšečnosti in pokličite taksi prek aplikacije. Tukaj v Izraelu obstaja nekaj aplikacij za naročanje taksijev, med njimi tudi Get. Za tiste, ki ste vajeni uporabljati Uber, v Braziliji žal Uber tukaj v Izraelu ne deluje. Če boste naročili prek aplikacije Uber, bo prišel taksi, vendar je registriranih zelo malo taksijev, zato res priporočam, da uporabite Get. Številka 8. Ne puščajte vsega za zadnji trenutek. Ko boste organizirali svoje potovanje v Izrael, uredite stvari nekaj mesecev vnaprej. Zakaj? Ker če želite priti s karavano, si zagotovite, da je prostor v karavani, ki jo želite. In če se odločite priti sami, z zgodnjo organizacijo lahko rezervirate tistega vodnika, ki ga želite, ter hotel po boljših cenah in z boljšo razpoložljivostjo. Torej, ljudje, organizirajmo se čim prej, kolikor je mogoče. Številka 9. Ne pozabite dati napitnine. V Izraelu je veliko restavracij in veliko okusne hrane. Ampak tukaj je običaj, da po obroku pustite med 10 in 12% napitnine. Seveda, če vam je bila storitev všeč. Številka 10. Ne pozabite na dneve spomina. Tukaj v Izraelu imamo 2 taka dneva na leto. Eden je dan spomina na žrtve holokausta, drugi pa je dan spomina na žrtve terorizma in padle vojake. To so dnevi žalovanja. In med tem dnem se oglasi sirena in cela država obstane. Če boste v Izraelu v teh dneh, spoštujte tudi tukaj tradicijo Izraela in njegovih žrtev. In kdor želi vedeti datume, so zdaj tukaj zgoraj. Zdaj pa vas želim povabiti, da se pridružite karavani kanala Israel.com Aline, kjer bom tudi jaz, vaša vodička. Vse informacije in cene so na naši spletni strani www.israel.com.br. Povezava je tukaj v opisu in tudi v prvem komentarju. Veliko poljub, se vidimo tukaj na YouTubu in tudi tukaj v Izraelu.